Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lep prazničen pozdrav in dobrodošli pri spremljanju dogodkov dneva. V Šoštanju osrednjo slovesnost ob dnevu državnosti pripravili v Skornem pri Šoštanju. V celjski mestni četrti Dolgopolje so odprli prenovljeno otroško igrišče. V Preboldu v okviru Šempavel Festa pripravili rock večer. Brazilka Leticia Soares zamenjava za Mojco Elenc in Najo Bekar. V preteklih dneh so tudi na Celjskem pripravili številne slovesnosti v počastitev dneva državnosti. V občini Šoštanj so osrednjo slovesnost pripravili sinoči v Skornem pri Šoštanju. Slavnostni govornik je bil slovenski pisatelj, pesnik in etnolog Ivan Sivec. Tudi letošnja občinska slovesnost ob dnevu državnosti v občini Šoštanj je, kot že nekajkrat doslej, potekala pod šotorom na športnem igrišču v Skornem nad Šoštanjem, kjer so se zbrali člani občinskega sveta, občinska uprava, člani veteranskih organizacij, številni občani in krajani Skornega ter vrsta gostov, med katerimi je bil tudi župan mestne občine Velenje Peter Dermol. Po državni himni, ki jo je zapel mešani pevski zbor Skorno, je prisotne najprej pozdravil župan občine Šoštanj Boris Guličnik. Slavnostni govornik pa je bil magister etnoloških znanosti Ivan Sivec, novinar, večkratni nagrajeni avtor literarnih del, avtor več kot 180 knjig in avtor več kot 3000 besedil za popularno glasbo in pevske zbore ter prejemnik reda zaslug za narod, ki je v svojem nagovoru razmišljal o pomembnih zgodovinskih mejnikih slovenstva od Karantanije in brižinskih spomenikov preko celjskih grofov Primoža Trubarja in Franceta Prešerna do danes. Za slovenstvo pomembno je poudaril tudi Avsenikovo glasbo in med drugim tudi vrednost poezije domačina Karla Destovnika Kajuha. Kako pa nas naj praznik dneva državnosti nagovarja danes v današnji družbeni stvarnosti? Jaz mislim, da premalo poznamo zgodovino, zato smo premalo ponosni na tisto, kar so naši rodovi preživeli in kar so v bistvu dali. Noben človek ni samo tisto, kar je, ampak je tudi del prednikov in naši predniki so se zelo prizadevali za to, da bi imeli svojo državo, svojo domovino. Imeli so dom, niso pa imeli svoje domovine. Mi smo se ves čas v bistvu nekako borili za to, da bi slovenščina prišla do izraza, slovenska beseda. Prepevali smo po naše, začeli pisati knjige po naše, že od Trubarja naprej, vendar pa do te velikega razkoša, kot ga imamo zdaj, da lahko delamo, pišemo, pojemo, plešemo na svoj način, do zdaj nismo imeli. In mi se moramo tega zavedati in to nekako bolj poglobiti in tudi ponotranjiti. To je velika, velika danost, ki se moramo globje zavedati, posebno pa mlajši rodovi. Župan občine Šoštanj Boris Guličnik pa je v svojem nagovoru prisotne spomnil, da so sanje še vedno dovoljene in kar lahko sanjamo, lahko tudi uresničimo. Slovence najbolj združujejo 3 stvari, to so šport, glasba in nesreče. Prav v letošnjem poletju nas športniki še posebej navdihujejo in navdušujejo. Nam pa je povedal. Zagotovo je dan, ko se je rodila država, najpomembnejši praznik v zgodovini neke države. In tako kot je tudi slavnostni govornik danes rekel, da moramo v življenju delati, ustvarjati, moramo pa znati tudi praznovati. Prav je, da praznujemo ta najpomembnejši praznik v naši lepi Sloveniji in tudi na občinskem nivoju se zavedamo tega pomena in ga praznujemo s ponosom. Tradicionalno že tukaj v tej prelepi vasici Skorno pri Šoštanju, skupaj sodelovanje s Turističnim društvom Skorno in tudi današnja proslava, menim, da je nazorno pokazala in povedala, kako spoštljiv odnos ima tudi občina Šoštanj in pa vsi, ki tukaj radi živimo, do tega pomembnega praznika. In prav je, da se danes
zavedamo pomena tega in pa seveda, da praznujemo, da slavimo in da si skupaj tudi čestitamo in voščimo ob tem prazniku in pa zaželimo vse dobro tudi v prihodnje, predvsem pa, da vedno in posod Bog čuva našo domovino in vse nas, ki tukaj radi živimo. Občina Šoštanj je slovesnost pripravila skupaj s turističnim društvom Skorno, ki se je tudi tokrat izkazalo kot odličen organizator. Jih pa ta prireditev, kot je poudaril predsednik v kraju, še posebej združuje. Moram povedati, da res tale prireditev nas zelo združuje kot krajane, kot občane. Smo ponosni, da je ta prireditev v Skornem, kjer imamo tudi spomenik obeležja NOB na vrhu Skornega in smo pripravljeni tudi vsako leto to prireditev sprejeti in odvoditi na občinski ravni. Kulturni program proslave so izvedli že omenjeni mešani pevski zbor Skorno, poleg njih pa še pihalni orkester Zarja Šoštanj, skupina 10 mladih harmonikarjev in gostje iz Vojnika, vokalna skupina Kolorina. Po končani slovesnosti pa so se prisotni ob pogostitvi, ki jo je zanje pripravila občina, zadržali še v prijetnem druženju ob zvokih poskočnih muzikantov. Mestna občina Celje nadaljuje z urejanjem otroških igrišč. Včeraj so prenovljeno igrišče in medgeneracijski prostor za druženje odprli na Brodarjevi ulici v mestni četrti Dolgopolje. Gre pravzaprav za nekakšen pilotni projekt, kako se bodo v občini lotevali prihodnjih urejanj javnih površin. Naložba je stala 80 000 evrov. Ideja o ureditvi območja, ki se nahaja med bloki na Brodarjevi ulici in za prostori tamkajšnje mestne četrti, je tlela že nekaj časa. Letos so se zamisli mestne četrti in občine postavile na skupni imenovalec. Občina je zagotovila tudi denar, naložbo pa je na terenu izpeljalo celjsko javno podjetje Zelenice. Vedno, kadar smo imeli seje, smo rekli, kako žalostno je, da je tole zapuščeno otroško igrišče, pravzaprav na nek način sramota za našo mestno četrt. No in potem smo seveda rekli, nekaj moramo s tem narediti. In smo prišli potem na idejo, da bi pravzaprav obstoječe rusko kegljišče in propadajoče otroško igrišče združili na celoto in da bi bil to en skupen prostor, eno jedro mestne četrti, kjer bi se ljudje srečevali, najmlajši pa tisti, ki nismo več rosno mladi, in da bi na nek način znali drug z drugim živeti v tem prostoru, pa hkrati tudi paziti na ta prostor, da bi starejši pravzaprav s svojim odnosom do okolja in prostora vplivali tudi na najmlajše. Se mi zdi, da je to tudi ta vzgojna poanta te velike pridobitve v naši mestni četrti. Občina je letos intenzivno pristopila k urejanju javnih površin, zlasti otroških igrišč. Omenjeno igrišče na Brodarjevi ulici pa je, kot smo lahko slišali, kar pilotni projekt za nadaljnje urejanje takšnih območij. Zelo sem vesel, da se je ta obnova igrišča, ki je bila na pobudo mestne četrti Dolgopolje, realizirala v tako bogati obliki in je namenjena dejansko vsem generacijam, ki na tem območju živijo. Vidimo različne možnosti udejstvovanja, predvsem pa prostor za druženje v krošnjah teh velikih odraslih dreves in mislim, da bo tole območje kar privlačno ne le za občane ožjega območja Dolgega polja, ampak tudi za širše občane. Nam pa en dober zgled, kako igrišča načrtovati od začetne faze pogovora z občani, ki so bili tukaj vključeni preko delavnic, do potem projektiranja in same izvedbe, kjer pa lahko rečemo, da smo zelo ponosni na naše javno podjetje Zelenice, ki je prevzelo gradbena dela, montažo igral in to izvedla na zelo visoki ravni, tako da s tem igriščem postavljamo nek standard za obnove igrišču naprej in verjamem, da bomo pri tem tudi v prihodnje uspešni. Ob otroškem igrišču, ki je razdeljeno na 4 igralna polja z lesenimi igrali za različne aktivnosti, je tudi rusko kegljišče, postavljene so mize in klopi. V mestni četrti tako pričakujejo, da bo to njihovo novo središče za druženje. Že sam ambient je takšen, ki navdušuje, ogromno je zelenja, zelo je razgiban, hkrati je pa to tudi prireditveni prostor, kjer bodo lahko se družili
Ali bodo to koncerti, ali bodo to prireditve, ali bo to zabava. Skratka, to je prostor, ki bi naj bil srce mestne četrti. Občina je v letošnjem letu za urejanje otroških in športnih igrišč namenila 3-krat več denarja kot v preteklosti, je ob otvoritvi izpostavil celjski župan Matija Kovač. V letošnjem letu smo se odločili proračun namenjen obnovam in novogradnjam otroških igrišč, športnih igrišč potrojiti. Na tem področju smo bili nekoliko v zaostanku v preteklih letih, zato mislim, da je potrebno prostore, ki so na voljo vsem, še posebej v takih poletnih mesecih, kjer se ljudje več zadržujejo na prostem, pospešeno obnavljati, jih delati kvalitetnejša in seveda, da jih bo več na voljo, tako da v letošnjem letu načrtujemo še kar nekaj projektov. Mislim, da to igrišče zdaj tretje po vrsti, ki se letos odpira, čakajo nas še dela na nekaterih drugih in tudi v prihodnjem letu že imamo nekaj projektov pripravljenih. V mestni četrti Dečkovo naselje bodo tako še letos obnovili dotrajano igrišče ter uredili poti, postavili klopce in koše za pasje iztrebke. Letos bodo namestili še nova otroška igrala v sodelovanju s krajevno skupnostjo na Teharjah ter v mestnih četrteh Gaberje in Savinja, obnovo športnega igrišča pa načrtujejo v krajevni skupnosti Trnovlje. Prihodnje leto naj bi obnovo dočakalo tudi igrišče na Škapinovi ulici. V sklopu Šentpavel festa, ki so ga v občini Prebold pripravili v sklopu praznovanja občinskega praznika, je bil petkov večer namenjen ljubiteljem rock glasbe. Nastopili sta skupini Chicago Band in Decibel Virus, vrhunec večera pa je bil nastop Pera Lovšina. Že v petkovih popoldanskih urah so v Preboldu najprej pripravili druženje za otroke ob koncu šolskega leta, nato pa v večernih urah poskrbeli za ljubitelje rock glasbe. Pravzaprav je festival zamišljen ravno tako, da je za vse generacijske oblike, torej bomo šli od najmanjših do najstarejših. Tudi program je sestavljen tako, da prvo začnemo z igrali, super v lepem vremenu, potem pa nadaljujemo preko naših lokalnih bendov do Perota Lovšina, ki je pa stalnica v našem rock prostoru in ga pozna pravzaprav celotna generacija, tako da komi čakamo na nastop. Za zabavno druženje z najmlajšimi, ki so zdaj za nekaj časa odložili šolske torbe, je poskrbela Irena Vrčkovnik. Mene kar radi ponucajo za otroke, ker pač enostavno se imamo radi. Otroci pa jaz, ena taka energija se med nami poveže. Imela sem otroški program, otroci so plesali, otroci so peli, imeli smo se fajn. Verjamem pa, da bo zdaj zvečer, ko se stemni, še več ljudi prišlo, Skratka, imamo se fajn, počitnice so tu. Juhu! V sklopu rock večera pa so tokrat najprej oder prepustili dvema preboldskima domačima rock zasedbama, Chicago Bandu in Decibel Virusu. Naša skupina je rezultat neuspelih avtorskih kariere. 20 let smo igrali po celi Evropi punk rock. Zdaj igramo 8 let na porokah v Avstriji, Nemčiji, Švici in Italiji. Pač tule zdaj za domačine smo prišli igrati, da vidijo, da smo še živi, to je to. Igramo to, kar igramo na porokah, hite, ki jih poznajo in stari in mladi, zaplesati, to je to. Naša skupina že obstaja, res mislim, da skoraj 20 let. To smo frendi se včasih najdli med prostim cajtom in pač je nastala skupina in še danes ustrajamo v isti zasedbi. Mi smo pripravili cirka 50 minut glasbe, trdega roka, malo punka. To je to, da bomo malo popestrili mogoče pred Perotom, da naredimo malo rock'n'rolla. In kako je nastopati pred domačim občinstvom? Nekaterim mlajšim zelo naporno in veliko treme, starejšim pa, ker so vsi prijatelji, vsi se poznamo, je pa domači teren najboljši. To je zmeraj najbolj dobro. Meni je super, res hvala županu pa vsem občinski upravi, da so nas povabili. Fenomenalni je doma igrati, meni je to super. Okoli polnoči je zbrane z odra pozdravil še Pero Lovšin in navdušil s prepevanjem svojih uspešnic.
V ženskem košarkarskem klubu Cinkarna Celje so odhoda Mojce Jelensk k španski Valenciji in Kanačanke Nijah Baker k španskemu San Sebastianu nadomestili s prihodom občasne brazilske reprezentantke Leticije Soares. 26-letna Brazilka je v lanski sezoni z Benfico osvojila naslov portugalske državne in pokalne prvakinje. Na zaključnem turnirju portugalskega pokala je bila izbrana za najbolj koristno igralko turnirja. Trenutno v dresu kluba Sesi igra polfinale brazilskega državnega prvenstva, s tem klubom pa se je prejšnji konec tedna veselila tudi osvojitve naslova južnoameriške klubske prvakinje. Soaresova se bo v dresu Cinkarne Celje pridružila rojakinji Tajni Silvi, pred 3 leti pa je dres Cinkarne nosila še ena Brazilka, Isabela Ramona. Jutri bo spremenljivo jasno, krajevne plohe in nevihte bodo nekoliko pogostejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 22 do 29 stopinj Celzija. V četrtek bo več sonca, predvsem popoldan se bodo še pojavljale posamezne plohe in nevihte. V petek bo precej jasno in spet zelo vroče. Spremljali ste dogodke dneva, prijeten preostanek prazničnega večera in ne zamudite naše oddaje znova jutri. Nasvidenje.